Ena izmed prvih izbir po smrti svojca je običajno krsta. 270 evrov naprej, potem najdražja, kaj je okrog 550 evrov. Nam pove Aleksandra, ki z družinsko pogrebno dejavnostjo opravi tudi do 500 pogrebov letno. Trendi se sicer močno nagibajo k žaram. Žare so pa nekje okrog 75 evrov naprej, odvisno tudi od materijala, kakšen je naprimer tak, je pač ročno delo. Z Indije je pa med najdražjim, ki jih zdaj trenutno imamo, okrog 183 evrov. Če je pokop po krsti, je potrebno dodati še notranjo opremo krste, če je žara, strošek kremacije. Tu so seveda še stroški prevozov in samega pokopa. Povprečne cene v bistvu se gibljajo nekje okrog 1000–1100 evrov, s tem, kar se še tu odračuna pogrebnina. Ki pa je torej po novem letu ne bo več. Celotni stroški, ki nastanejo ob pogrebu, so še višji, odvisno od želja, nam pove Martina, ki je pred dobrim tednom dni umrla tašča. 1500 skromno, 2000 pa če še imaš zraven pevce, nekaj za cerkev daš, neko cvetje še dodatno, še mogoče malo svojce povabiš, da kakšni kozarček popijejo. Pieteto do preminulega naj bi primerno odražala tudi urejenost groba, za kar z nagrobnim spomenikom poskrbi Kamnosek. Cene nagrobnih spomenikov iz sivega granita se gibljajo od 2000 do 3000 evrov, seveda odvisno od oblikovanja. Nekoliko dražji pa so nagrobni spomeniki iz barvnega granita. Za takšnega boste recimo odšteli 3500 evrov. Ali redki se odločajo za to, razlaga Kamnosek Ivo Ozmec, ki opaža trend manjših žarnih nagrobnih spomenikov. Pri teh ne prihranimo le pri izdelavi, temveč tudi pri najemnini. Najem žarnih grobov je v bistvu cenejši kot pa ti družinski grobovi, kaj so do sedaj prevladovali. Pri spominu na svoje najbližje se tako Slovenci očitno obnašamo vse bolj racionalno.